drage članice in člani, spoštovani vsi navzoči, prisrčno pozdravljeni na današnjem predavanju. Resnično sem vesela oziroma cel izvršni odbor je vesel, da ste si vzeli čas in se udeležili današnjega predavanja. Veste, sladkorna bolezen se vse bolj in bolj širi. Pravijo ji, da je to kuga 21. stoletja. In jaz pravim, da je to zelo velik pomen delovanja društva v kraju, kjer živimo. In tudi dragoceno poslanstvo, da lahko omogočamo tistim, ki so zboleli, ali pa tudi tistim, ki že gredo počasi proti bolezni, pomagamo. Zapomnila sem si misel, ki pravi, bolezen je kot sonce. Kadar gledamo vanj, tako močno sije, da ničesar ne vidimo, vendar je pomembno, da gremo naprej in nam razsvetljuje pot. To je pomen. In društvo se tega zaveda, da razsvetljuje pot vsem tistim, ki želijo biti razsvetljeni s permanentnim izobraževanjem. Permanentno izobraževanje nam omogoča, da sledimo informacijam, ki so za nas bolnike, pa ne samo sladkorne, tudi ostale, ki imajo kakšne druge bolezni, tako pomembne, da s temi informacijami, s tem znanjem se ozaveščamo in lažje obvladujemo kakršnokoli kronično bolezen. In danes sem še posebej vesela tega predavanja. Vesela sem in danes pozdravljam našo predavateljico, gospo Katarino Vukelič. Ona je specialistka interne medicine, pneumologinja, pa kolikor vem je tudi magistra organizacijskih ved. Podjetniškega menedžmenta, tako. Sicer pa, da ne bom predolga, jaz jo že komaj čakam, sem jo že slišala in sem si močno želela, da pride med nas, kajti začutila sem to njeno empatijo do človeka, do bolnika. In sem rekla, to mora priti nam, ta gospa. In hvala vam, gospa Katarina, da ste si vzeli čas in ste danes z nami. Prepuščam vam besedo, če želite še kaj več povedati, pozdaj vam tudi prepuščam in pa vas vabim, da nadaljujete z predavanjem. Hvala. Spoštovani gostje, izjemno čast mi je in veselje, da mi je vaša gospa takšno predstavitev naredila. Mene veseli pa predvsem to, da ste se zbrali v takšnem številu in to je zame izziv. Ozaveščanje, kot je rekla gospa, ozaveščanje o sladkorni bolezni. Včeraj sem bila ravno na eni prireditvi, kjer na Bledu, kjer so rekli, znanje je zlata lestev v nebesa, da vemo o bolezni in se z njo spopadamo. Torej, pojdimo skupaj zdaj na to pot raziskovanja sladkorne bolezni in pa dejavnikov tveganja, ki so povezani s to boleznijo. Zdaj mislim, jaz sicer, a se sliši dobro? Mislim, da se. Današnji čas jaz rada malo rajš stojim pa govorim, ker ne maram, da to tako strogo, uradno izgleda. Rajše vidim, da se pogovarjamo in da smo interaktivni. Mene ne moti, če me zmotite in me karkoli vprašate vmes. Gre za to, da danes je zelo pomemben, holističen, celosten pristop k zdravljenju sladkorne bolezni. Pa ne samo sladkorne bolezni tipa 2. Imamo čedalje bolj prepletenost. Na zadnjem kongresu, na zadnjem seminarju v Splitu
smo prvič obravnavali primer, kjer je že možno povezava sladkorne bolezni tipa 1 in tipa 2. Se pravi, imamo že dualno bolezen, dvojno bolezen tip 1, tip 2, ki se lahko združi pri eni osebi. V načelu, v mojem času, ko sem jaz študirala, tip 1 pri mladih, tip 2 pri starejših, potem nosečniška sladkorna bolezen, ki jo imajo nekatere žene v nosečnosti. Danes se govori tudi o monogeni sladkorni bolezni, potem v posebnem tipu sladkorne bolezni LADA, to je pa avtoimuni tip, ki je v bistvu v starejšem obdobju in se manifestira kot tip 1. Skratka, cela paleta oblik, bistvo je to, da pri tipu 1 nimamo inzulina in moramo že takoj zdraviti sladkorno bolezen tip 1 z inzulinom. Pri tipu 2 pa se lahko najprej zdrav življenjski slog, potem pa zdravila in ko zdravila več ne delujejo, lahko tudi inzulin. To se malo slabo vidi, ampak zakaj se pravzaprav pogovarjamo o sladkorni bolezni? Prav zaradi teh zapletov, do katerih lahko pride, če ne začnemo sladkorno bolezen zdraviti dovolj zgodaj in se posvečati dejavnikom tveganja dovolj zgodaj. Sladkorna bolezen oziroma lahko prizadane male žile in če govorimo o malih žilah, to pomeni mikrovaskularni zapleti, ki lahko prizadene očesne žile, kar vodi strokovno v retinopatijo, v prizadetost oči in lahko tudi slepoto, potem male žile kot nefropatija, ki lahko prizadenejo naše ledvične žile. Ledvične žile so zelo pomembne, ledvična bolezen zelo pomembna pri sladkorni bolezni, kajti to, če gre za odpoved ledvic, lahko vodi v zdravljenje z hemodializo. No in pa lahko prizadene žile in živce nog in to pride do periferne arterijske žilne bolezni, kar lahko vodi v amputacijo in gangreno uda. To je prizadetost malih žil, oči, ledvice, žile, živci na nogah, potem pa so lahko prizadete velike žile. In sicer velike žile, če so prizadete možganske velike žile, lahko pride do kapi, do možganske kapi. Če so prizadete srčne žile, pa lahko pride do srčnega infarkta, ki lahko seveda vodi v srčno popuščanje, kar je tudi težek zaplet in sladkorne bolezni in tudi srčno-žilnega sistema. Torej, zato govorimo o pravočasnem zdravljenju in pravočasnem obvladovanju dejavnikov tveganja sladkorne bolezni. Tako kot smo rekli, kateri dejavniki tveganja so najbolj povezani s sladkorno boleznijo? To je prekomerna telesna teža, telesna masa. Mene je mamica učila, da ne smem reči debeli ljudje, ampak močnejši, dobro je prekomerna telesna masa, Potem dejavnik tveganja je starost, Življenjska doba ljudi v današnjem svetu se povečuje in s tem gre tudi za večjo starost in več možnosti za razvoj kroničnih bolezni.
Potem, pomembna je družinska anamneza. Ali imamo v družini sladkorno bolezen, imajo naši starši, naši sorodniki, Lahko so določene družine, ki se sladkorna bolezen bolj pojavlja. Lahko se pojavlja tudi zaradi tega, če je nepravilen življenjski stil v družini in je tudi to povezano z pojavom sladkorne bolezni. Potem dejavnik tveganja je povišan krvni tlak. In poglejte, pri tistih, ki imajo povišan krvni tlak, arterijsko hipertenzijo, kot se strokovno reče, tiste osebe imajo kar 2,5-krat večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni. Potem pa seveda tudi etnična pripadnost, pomembno je, v katerem delu sveta živimo. Vidimo, da je pri nekaterih etničnih skupinah večje tveganje za sladkorno bolezen kot pri drugih. Torej, če povzamemo, prekomerna telesna teža, starost, družinska obremenjenost, hipertenzija, povišan krvni tlak in pa etnična pripadnost. A veste, včasih smo zdravili sladkorno bolezen samo z nižanjem krvnega sladkorja. To danes že zdaleč ne zadošča več. Pristop je večfaktorski, multifaktorski in se ne gleda samo glikemični nadzor, samo nižanje krvnega sladkorja, ampak prva je sprememba življenjskega sloga. Seveda, težko je to govoriti v današnjem svetu, vsi smo obremenjeni, stresa je veliko, ampak vseeno, če spremenimo življenjski slog in se posvečamo gibanju, čim več gibanja in čim bolj obvladovanju telesne teže s primerno prehrano, imamo ogromno diet, ki ste sigurno slišali za ogromno diet. Kaj je popularno? Mediteranski tip diete, sredozemski tip diete, kjer je veliko sadja, čeprav sadja ne sme biti toliko. Največ mora biti zelenjave. Sadja bolj v dopoldanskem času, potem bolj polnozrnati izdelki, potem bolj belo meso, pa manj rdečega mesa, ampak tudi je lahko prisoten na jedilniku, in pa tudi ribe, ribe tudi enkrat na teden. In pa seveda je zelo moderno v zadnjem času, ne vem koliko to veste, to intermitentno postenje, ko naj bi ljudje 8 ur jedli in 16 ur samo tekočina in voda. Zdaj je to odvisno, ni rečeno, vi lahko jeste od 8 zjutraj do 4 popoldne in potem 16 ur ne. Lahko jeste od 10 zjutraj do 6 popoldne, to ni važno kdaj, ampak samo da je 8 ur, to pa 16 ur, to je tak, sigurno ste slišali za to reklamo, ta modno dieto, in s tem tudi lahko obvladamo uspešno telesno težo, ampak gre pa za to, da če pa že jemljete zdravila, če se že zdravite za sladkorno bolezen, potem pa pač takrat, ko jeste, takrat ne smete uživati terapije, ne smete jemati insulina ali tablet, to pa ga lahko samo takrat, kadar v tistem času, ko jeste, ker insulin in tablete se vežejo na prehrano. Potem znižanje krvnega tlaka, nekako krvni tlak ne bi bil 140/90 in manj,
to zdravimo z zdravili, če jih enkrat začnemo jesti, je pač pomembno, da jih redno jemljemo in pa da se predvsem izogibamo slani prehrani. Slana prehrana pripomore k povišanju krvnega tlaka. Zdaj pa mogoče, kar nismo še poudarili, to je pa povišanje maščobe v krvi, diabetična dislipidemija, hiperlipidemija, kakor se strokovno reče, in tudi to je pomembno, da nadziramo. Sigurno veste svojemu zdravniku, pregledajo vam celotni holesterol, HDL, dobri holesterol, LDL, slabi holesterol in pa trigliceride. Pri sladkorni bolezni so največkrat povišani trigliceridi in pa znižani HDL holesterol, ta dobri holesterol. HDL holesterol ga je premalo in povišani so trigliceridi. Ta dislipidemija je največkrat povezana s sladkorno boleznijo. In če obvladujemo sladkorno bolezen in njene zaplete, smo nekako pa res, da dosegamo te cilje, ki so, kot smo rekli, glikirani hemoglobin, to poznate, ne bi bil nekako 7 in manj, pri mladih ljudeh, pri tistih, ki imajo pričakovano zelo dolgo življenjsko dobo, tudi 6,5, ampak pri starejših pa je lahko tudi več kot 7. Ne smemo biti zdaj tako pretirano striktni. Potem telesna aktivnost naj bi bila 150 ali več minut na teden. Zdaj ne bom rekla, da morate teči. Vidva, ki sta mlada, to tečeta lahko, starejši pa hoja, plavanje, gibanje, kar je vam ustrezno, kar vam ustreza, ples, hoja v hribe, karkoli, za mlade pa drugo. Za mlade pa bolj aktivna vadba, jasno. Potem pa krvni tlak naj bi bil 140/90 in manj. Seveda, če imate že prizadete ledvice ali kakšno pridruženo bolezen, potem je pa pač boljše, če je malo nižji tlak. Trigliceridi naj bi bili pod 1,7, dobri holesterol čim višji, LDL holesterol pa pod 2,6, ampak to je samo, če nimate že razvite kakšne srčno-žilne bolezni. Če imate srčno-žilno bolezen, da ste preboleli infarkt ali da imate celo kakšne stente, operacijo bypass, potem morajo biti pa te vrednosti LDL-a pod 1,8 oziroma 1,4. Zdaj, če pogledamo, ateroskleroza je ta vzrok za srčno-žilne bolezni in smrt pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2. Ateroskleroza, to po domače rečemo poapnenje žil, če ste slišali. In ateroskleroza, to je proces, ki se odvija pravzaprav od rojstva do smrti. In naše žile so obložene in poapnjene, kot rečemo, lahko pridejo takšni strdki, plaki s krvnimi strdki, kar vodi v kap možgansko, srčni infarkt in pa žilno bolezen nog, periferno arterijsko obstruktivno žilno bolezen. Ali se zdaj je tako, če pogledamo, pričakovana življenjska doba pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, in če ima že nekdo razvito aterosklerotično srčno-žilno bolezen, kot je možganski infarkt, možganska kap, srčni infarkt,
periferna arterijska bolezen, se lahko življenjska doba ob sladkorni bolezni in teh dejavnikih tveganja skrajša v primerjavi z osebo brez sladkorne bolezni kar za 12 let. In ravno zaradi tega, da mi pridobimo teh 12 let, se moramo posvečati dejavnikom tveganja. Kaj je zelo, zelo pomembno, a ne? Mogoče ste slišali za inzulinsko rezistenco, za odpornost na inzulin. To je na začetku, ko se inzulina praktično še več izloča, ampak tkiva niso odzivna na inzulin, mišično maščobno tkivo. In zaradi tega je to odpornost na inzulin in ta inzulinska rezistenca, odpornost na inzulin je predstopna sladkorne bolezni. A veste, predno se vam diagnosticira sladkorna bolezen, kar eni 4 do 7 let lahko je prisotna ta odpornost na inzulin, imamo samo moteno glukozno toleranco in takrat je pomembno, da ciljamo na dejavnike ateroskleroze, da gledamo ta HDL, dobri holesterol povišujemo in da znižujemo trigliceride. Ker, gledajte, 4 do 7 let pred, da se nam razvije, predno imamo diagnosticirano sladkorno bolezen, se že to odvija. In zato je pomembno obvladovati dejavnike tveganja. Ko je postavljena sladkorna bolezen, se že pojavi kronično povišan krvni sladkor, kronična hiperglikemija, kot se temu reče, razvijajo se zapleti na malih žilah, na velikih žilah in ti zapleti lahko vodijo invalidnost. Zato ukrepajmo čim prej. Tukaj vidimo, ne, kronične kardiometabolne bolezni, ne, so pač povezane in bodimo pozorni na to. Skrbimo za urejeno sladkorno bolezen, borimo se proti prekomerni telesni teži, maščobam v krvi, žilnemu vnetju, povišenemu krvnemu tlaku in pa seveda kronični ledvični bolezni. Kronična ledvična bolezen vodi v invalidnost, v hemodializo, zato moramo biti resnično pozorni, a ne? In tudi obvladati tlak, ker če imamo sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, vse to okvarja naši 2 ledvici. Zgodnje obvladovanje, kot pravimo, vse to omogoča, da se ne razvijajo te aterosklerotične žilne bolezni in da ne pride do teh dolgoročnih zapletov sladkorne bolezni. Ne? Tako kot omenjamo, to je pomembno, res, če to še večkrat poudarimo, še je premalo, ampak zato res bodimo pozorni in se posvečamo tem dejavnikom tveganja. Ne? Zdaj ne vem, kako si vi to imate, a ne? To je težko. Ne? Če imate inzulin, imate pač pravico do lističev. Ne? Če ne, če so pač treba sami kupovati. To je tudi lahko drago in je težko. Ampak vse, če se kolikor toliko da, mogoče v društvu, kdaj si lahko tudi kaj organizirate, da kdo meri sladkor in v referenčnih ambulantah in v centru za krepitev zdravja, kot vidim, da imate tukaj, a ne? Ja, samo lističev pa ne prodajamo, ker smo humanitarni in se s tem ne razumem, se razumem. Kaj sem hotela poudariti, a ne? A veste, ni to tako, če imaš en dejavnik tveganja, pa še en dejavnik tveganja, to ni seštevanje, to je množenje. To je še bolj nevarno.
Vsak naslednji ni seštevek, ampak je zmnožek. Zato, a veste, poglejte, če mi pogledamo te srčno-žilne dogodke, bodi si možganska kap, bodi si srčni infarkt, če pogledamo te srčno-žilne bolezni, če nimaš nobenega, se ti to zgodi na 1000 oseb, 51,1 lomita žil. Če imate samo eden dejavnik tveganja, neurejen sladkor, neurejen krvni tlak, neurejene maščobe v krvi, če imate samo eden dejavnik, se to pojavi že pri 34 osebah na 1000. Če imate 2, pri 27 in če imate 3, pri 21. Vidite, to se tako raziskave pokažejo, kako število več teh dejavnikov tveganja in število nenadzora na dejavniki tveganja, kako pripomore, kakšna je vaša možnost, da se razvije možganska kap, da se razvije srčni infarkt ali periferna žilna bolezen. Zdaj je to tako. So tesni. A dovolj, da glas povem? Zdaj vidim, včasih je bilo tako, ni bilo še toliko teh modernih zdravil, ki so zdaj. Zdaj se pa z modernimi zdravili se je pa začelo povezovanje diabetologov, kardiologov, srčnih doktorjev in doktorjev, ki zdravijo ledvice, nefrologov. In smernice Evropskega združenja za kardiologijo za srce, oni priporočajo, da se te sodobna zdravila že kmalu uvedejo, če so prisotni dejavniki tveganja. Prvo zdravilo, ki ga dajemo, je metformin. To zdaj bom rekla, da bomo se razumeli, katera so to zdravila. Sigurno jih poznate. Aglurak, glukofaž, siofor. Gospod mi pomaga, gospod mi pomaga predavati. Tam 2 slike nazaj, Ja? Tam napaka, ki sta razporediti, obratno mogo biti. A res, kaj to? Pojte nazaj, tam se glede. Kle? Ja? Vsi te je večji procent, večji od... Ne, to pomeni število dogodkov na osebe. Če nima, veste to... A veste, kaj? Ja, število dogodkov. Ja. Koliko je, Ja. Skratka, to je število teh neželjenih srčno-žilnih dogodkov na 1000 prebivalcev, oseb, zdaj to hočem reči pa siofor, a vi imate siofor? Ampak poznate, vidim? Nimam zamere proti nobenem. Ja, sej to nima veze, skratka, to je metformin in to je prvo dano. Zdaj pa vidimo, če je nizko tveganje, zdaj to vi greste v referenčno ambulanto, in potem te sestre tam merijo to tveganje. To tveganje se imenuje, se reče skor 2 za diabetes, in one potem gledajo in ocenjujejo, katere dejavnike tveganja imate vi prisotne. In če one zračunajo, da imate vi nizko tveganje, ali pa zmerno tveganje, ali visoko, ali zelo visoko, potem pogledamo, katera zdravila se že takoj lahko dodajo. Pri osebah, ki imajo mogoče visoko tveganje, pol že lahko dodamo ta nova zdravila. Če to tudi kaj, gospod, bova zdaj kaj raziskala, če jih poznava Jardians, Sinjardi.
Forxiga. Ja, ta je pa še malo drugi, ja, ta je tudi, ampak ta je še malo drugi. No, ta zdravila, Synjardi, Forxiga, Jardians, ta zdravila so zelo pomembna, če imate že pridruženo srčno popuščanje ali ledvično bolezen. In ta zdravila, tudi če nimate sladkorne bolezni, že srčni zdravniki predpišejo pri srčnem popuščanju ali ledvični bolezni. To so ta zdravila. MySiglu je tudi kombinacija, tudi dobro zdravilo, samo nima toliko velikega vpliva na dobro za srce in ledvice. Te Forxiga, Synjardi, pa to Jardians, te pač so tudi lahko v kombinacijah in te delujejo na srce, na ledvice in znižujejo krvni sladkor. Se pravi, na 3 tarče ciljajo. Potem pa smo se še, zdaj pa se moramo še v enem zdravilu, če je že razvita srčno-žilna bolezen, če imate že aterosklerotično srčno-žilno bolezen, ali da je to tudi povezano z večjo težo, pa pride zdaj na vrsto to moderno zdravilo, ki ga vsi hočejo imeti in ki ga vzamejo sladkornim bolnikom. To bomo rekli Ozempic, ne moramo drugega reči, ker to je pa najbolj popularno zdravilo. Tisti, ki ga pač te vplivniki ga jemljajo za, da se lepo izgledajo. Govorijo, da je Adele, pevka Adele, shujšala z Ozempicom, Kim Kardashian je vzela Ozempic, da je lahko oblekla oblekco od Marilyn Monroe, Elon Musk jemlje vsa ta zdravila, ampak... Ja, ampak to je tudi res, manžri je najboljša francoska dieta. Ampak mi je pa povedal, pa danes pač vse lahko bolnik, ali je moj bolnik, se itak ne bom mi povedala imena, no, on je vojak in ima tudi problem s to težo in je rekel, da kako vojaki, ko grejo na te misije in posod, ko grejo vse, kako oni kar na črnem trgu to kupujejo in da je prišlo tudi do že resnih zapletov in zato to res moramo tudi začeti ozaveščati, da samo na recept in na res, ker to je že resno težko. Seveda so pa ta zdravila učinkovita, lahko jih imate v injekciji enkrat na teden ali pa v tabletki, ki se pa reče Ribelsus. To poznate. Greg, urak. Ja. Ne, čeprav obstajajo raziskave, se mi zdi, obstajajo raziskave tudi na pediatrični kliniki, ker so mi povedali, da dajejo tudi na pediatrični kliniki, se mi zdi Ozempic. Ampak v načelu je to za tip 2. Samo mislim, da se delajo raziskave in da tudi že na pediatrični kliniki to dajejo. No, to smo to povedali, a ne, imamo kaj. Skratka, vse smernice, srčne, ADA, to je American Diabetes Association, Evropsko združenje, vsi priporočajo zgodno oceno srčno-žilnega tveganja in pa seveda te nove zdravila, ki delujejo kardioprotektivno. Zdaj pa seveda, veste kaj je zelo pomembno, ne? Zelo pomembno pa je, da se vseeno zdravnik in bolnik pomenta, ne? Tudi malo kakšna je vaša naklonjenost
do zdravljenja z določenim zdravilom, ne? Ker če ste vi naklonjeni in zavzeti za zdravljenje, potem boste to tudi redno jemali in bo to tudi za vas in za zdravnika boljše. Vi boste bolj zadovoljni, boljši bodo rezultati, posledično bo tudi zdravnik bolj zadovoljen z vašimi rezultati, a ne? In zato to je tako. Zdaj je seveda več, nekateri ljudje pač se bojijo igle in so potem bolj zavzeti pri zdravljenju z tabletkami. Nekateri pa se pač enkrat tedensko špikanje še ni tako, pa je kar v redu, potem tisto, ko greste pa na inzulin, je pa seveda pa že bolj zahtevno, zlasti, če imate 4-krat ali 5-krat na dan inzulin, ampak potem je pa tudi že omogočeno, da dobite zdravljenje s senzorjem. Če je pač večkrat na dan inzulina, ne? Kako imate kaj že senzorje, pa to imate? Super, super. To je pa precej lažje, ne? Se ni treba to pikati. Pa lahko kontrolirate, pa vse to gledate, ne? No, skratka, to je to, se pravi, najprej so zdravila. Zdaj, veste, zdravila, rok trajanja zdravil je pa zelo različen pri osebah, ne? Ampak mislim, da recimo to sami, veste, koliko časa se recimo že zdravite, koliko let se zdravite zdravil, recimo, če se spomnite. Ker zdravila imajo en svoj rok trajanja, ne, tako povprečno lahko je že prej odpoved, ampak recimo 15 let je pa kar zgornja meja, ko se beta celice, ki izločajo inzulin v trebušni slinavki, izčrpajo. Ampak sodobna zdravila, kot je recimo Aglorat, to je že staro zdravilo, pa je vse zelo dobro. Ja, pa sodobna zdravila zdaj čuvajo bolj beta celice. Ampak beta celice pa ne čuvajo ta zdravila, če jih poznate, sulfonilsečnine se imenujo, ampak se reče recimo gliklada, diaprel, amaril, glurenol, poznate kaj? Ta zdravila so pa že malo bolj agresivna, so bolj učinkovita, ampak bolj agresivno delujejo na beta celice in zato se te beta celice lahko prej izčrpajo. A ne? Zato moramo biti na to kar pozorni. No ja, to je pač to, a ne, zdaj je kako čim bolj zgodaj ambiciozni cilji doseženi, tem boljše je, a ne, zato ker gre za to, da se čim dlje obdržimo, če že imamo na tabletah, pa zato, da skrbimo za življenjski stil, da res skrbimo in se potem čim bolj izognemo inzulinu, če pa smo že na inzulinu, pa pač ga potem redno jemljemo, ampak še vseeno vedno mora biti zdrav življenjski stil. Tudi, tako kot je gospod rekel, tudi če imamo ozempik ali karkoli, še vedno ne smemo vsega pojesti, ne? Vedno prva življenjski stil in pol vsi ostali ukrepi, a ne? In če seveda učinkovito znižamo sladkor, če zmanjšamo te kardiometabolne dejavnike tveganja, ne? Če znižamo sistolični krvni tlak, trigliceride, LDL, če znižamo obseg pasu, če telesno težo znižamo, če vse to skrbimo vsaj za eno stopnjo, bomo sigurno uspeli
marsikaj obvladati pri sladkorni bolezni. Tukaj imamo še slovenske smernice, tudi Slovenci imamo svoje smernice za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Tako kot smo že prej rekli, približujemo se 7. A veste, zdaj je to tako, če je starejša oseba, ima lahko tudi višje. Zaradi tega, ker se moramo zavedati, če je starejša oseba, ki je že po infarktu, ki je že ima pridružene aterosklerotične srčno-žilne bolezni, takšna oseba je bolj občutljiva za hipoglikemijo, nizek krvni sladkor. In tega moramo biti zelo pazljivi, zlasti pri starejših osebah, ki imajo pridružene bolezni. In a veste, in lahko je glikirani hemoglobin, recimo nizek, pa je to prevara, ker je to lahko na račun hipoglikemij, nizkega krvnega sladkorja, kar pa ni v redu. Zato se danes dosti zelo posvečamo, da je čas, zdaj, če ste se kaj slišali, čas v območju, ki mora biti med 3,9 do 10, vsaj 70% preko dneva. Da je čim manj skokov in padcev krvnega sladkorja, da je čim manj variabilnosti. To je strokovno se reče TIR, time in range, sladkor v mejah med 3,9 in 10 preko dneva. Čim bolj, da je 70% ali več. In to je mogoče še bolj pomembno kot ta glikirani hemoglobin. No, telesna teža bi se naj znižala vsaj za 5%, čim več je, tem boljše, ampak vsaj 5%, Potem telesna dejavnost, koliko smo že prej ponovili, 150 minut na teden ali več, potem krvni tlak, spet je pomembno, koliko smo stari, Če smo starejši, imamo lahko, recimo nad 65 je pol 140-90, pod 65 mogoče 130-80, če je že pridružena ledvična bolezen, je pa dobro, da je bolj nizko. No, ta LDL holesterol smo pa že povedali tudi, če imate samo sladkorno bolezen, brez nekih večjih pridruženih dejavnikov 2,6, če je večja ogroženost 1,8, tisto, če imate pa že kakšne bypass operacije in pridruženo, je pa potem 1,4. Skratka, bodimo pozorni, na ta glikirani hemoglobin, to pač, ko greste diabetologova gleda, ampak bolj pomembno je variabilnost, da je prevelika, bolj pomembno je čim daljše obdobje krvnega sladkorja preko dneva med 3,9 in 10. Jaz sem s tem zaključila, se vam zahvaljujem za pozornost, pošiljam vam srček in iz srca se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in prijazno sodelovanje.